Trg nepremičnin v Sloveniji je letos podivjal. Cene stanovanj so v prvi polovici letošnjega leta ponovno dosegle rekordno raven. Srednja cena kvadratnega metra je na ravni države prvič presegla 3000 evrov, v Ljubljani pa približala meji 5000 evrov. Vse bolj precenjena postajajo tudi zemljišča za gradnjo, tako ugotavljajo na geodetski upravi. Kdo si nakup nepremičnine pri nas sploh še lahko privošči in ali se bodo razmere na nepremičninskem trgu sploh še kdaj umirile? Ema Čepon. Ob prebiranju zadnjega poročila geodetske uprave je marsikdo verjetno dobil občutek, da je prestolnica postala mesto premožnih. Za večino stanovanj v Ljubljani, ki so se prodala v prvi polovici leta, so kupci morali odšteti od 4300 pa vse do 5600 evrov na kvadratni meter. Najraje kupujejo seveda bližje centru, to meni Vič, Bežigrad, Šiška, to so pač lokacije, ki so vedno zanimive. Drugače bi cene nižje bila, če je bilo povpraševanje manjše. Pa tako pa cene rastejo, to meni, da povpraševanje je veliko. Kako veliko je povpraševanje, dokazuje tudi podatek, da je bilo v pol leta v Sloveniji sklenjenih več kot 15 000 kupoprodajnih pogodb, njihova skupna vrednost pa je znašala kar 1,6 milijarde evrov. Je tudi nas, ki spremljamo gibanja na trgu, nekoliko presenetil ta preobrat. Pripisujemo ga delno tudi spremembi kreditiranja stanovanjskih posojil, namreč spremenile so se oziroma ugodnejša posojila so postala lažje dosegljiva. Trend kljub nekim pričakovanjem se žal ne umirja. Srednja cena rabljenega stanovanja je namreč na ravni države že presegla 3000 na kvadratni meter. Rekordno ceno ne le za Ljubljano, temveč na ravni celotne države je doseglo stanovanje v Šelenburgu. Za 150 kvadratnih metrov uporabne površine in 2 parkirni mesti v garaži je kupec odštel 1,9 milijona evrov, to je 12 700 evrov na kvadratni meter. Za nepremičnino, takoj za Ljubljančani, največ odštejejo še na Obali in v Kranju. In se zato morda upravičeno sprašujejo, bo sploh še kdaj bolje? Da bi pa lahko mi v bistvu znižali te cene ali pa nekako ustavili te cene ali pa, kako bi rekel, bolj sprejemljive cene, da bi bila, absolutno je pač več gradnja. To meni, če gradimo več, prvi, ki bojo spuščati cene, so to investitorji. So pa vse dražja tudi zazidljiva zemljišča. Pri nas jih je namreč premalo, da bi zadostili povpraševanju, pojasnjujejo na geodetski upravi. Nekaj malega se na poročilo nanaša tudi na stroške gradnje, ki konstantno seveda rastejo, predvsem tukaj prispevala cena energije. Energija, ki je potrebna za to, da se gradbeni materiali in sama gradnja potem izvede. Pred nakupom se seveda splača pokukati v ocene vrednosti nepremičnin, ki kupcem daje vsaj občutek, kakšna bi lahko bila njena realna vrednost. Na Gursu modele vrednotenja sicer preverijo vsaki 2 leti. Sveže podatke bi torej lahko pričakovali leta 2027.